Prijatelji, spet trte obrodile so vincenem sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih, ubudi. Komu narpred veselo zdravljico bratič mu zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. V sovražnike z oblakov rodu naj našega trešči grom. Prost, ko je bil očakal, naprej naj bo Slovencov dom. Naj zdrobe si roke, si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava nam nazaj se vrnejo. Otrokar ima slava, vsi ne si v roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred spet naša bosta last. Bog živi v Slovenke, prelepe, žlahtne rožice. Ni take je mladenke, kot naše krvi dekle. Naj sinov, zarod nov iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije zdravljica vaša, vi naš up. Ljubezni domačije, noben naj vam na smrti strup. Saj po nas bode vas jo srčno branit klical čas. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan, da kodar sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, da rojak, prost bo vsak ne vrak, le sosed bo mejak. Nazadnje še prijatelji, je kozarček zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. En krasen lep dober dan, dober večer, pozno popoldne tukaj v zgornji dvorani Malograjskega dvora, na tem krasnem srečanju, seveda za te naše otroke s posebnimi potrebami. Dragi gospod župan, dragi starši, dragi sorodniki, dragi tisti, ki ste seveda danes tukaj z nami. Ni nas veliko, ampak tisti, ki smo tu srca. Za te krasne otroke, ki jih tako z užitkom gledamo, kako uživajo to življenje. Hvala lepa tudi vsem tistim, ki ste kakorkoli darovali, da bojo otroci spoznali mogoče tudi Primorsko. Hvala lepa enemu krasnemu slikarju, gospodu Marjanu, ki je seveda to sliko poklonil in bomo probali seveda potem zlicitirati, da bojo otroci lahko šli. Kajti ti otroci potrebujejo svoje starše, potrebujejo, da grejo v svet. In jaz upam, da jim bomo to omogočili. Danes ste najprej slišali seveda kaj drugega kot komorni pevski zbor Šutna, ki ga seveda vsi izredno dobro poznate. V skladbic posameznih se sploh ne bom napovedoval, ker niti ne vem, kjer so zapeli, ampak so bile pa zelo lepe. Takih pesnic bo danes še več. Manjših, srednjih, velikih, dolgih, kratkih, tako da boste tisto urico ali urico in 10 minut, kar mislim, da se bomo družili, več nam pa ni treba, potem pa prekujemo, se pogovarjamo, a ne ti z Ormanom? Ja, tako sem vesel, da sem lahko danes z vami, s temi otroci sem že parkrat bil in jaz mislim, da se kar dobro poznamo. Z njimi je treba govoriti moško, seveda tudi s punčkami po punčkarsko, in seveda uživati. Naslednji pa so seveda že nastopajoči kot družina Kovačič Ivanko. Oni bi vam nekaj radi zapeli, jaz upam, da se bodo predstavili v celi svoje širni in lepoti. Z nami je družina Kovačič Ivanko. Ti
Zgodnjega jutra, ko zlato sunce vzhaja, poslušal sem deklico peti tako. O, ne prevaraj me, o, ne zapusti me, ne ravnaj tako z menoj, saj Bogo sem dekle. Spomni obljube, ki svoji meri si jo dal, in spomni se dni, ko prisegel si zvestu. Moj venček je spleten, z ruž svežih narejen, cvetje v vrtu so povila dala na glavu. Deklica Boga je žalostno prebivala, v dolini je pisem odmevala tako. O, ne prevaraj me, o, ne zapusti me, ne ravnaj tako z menoj, saj Bogo sem dekle. O, ne prevaraj me, o, ne zapusti me, ne ravnaj tako z menoj, saj Bogo sem dekle. Res, to pa je družina, ki se tako lepo zmeraj sliši, Kovačič Ivanko, to ste res otroci brez primere, ko vidiš take majhne otroke in ne moreš verjeti, da znajo tisto, ne vem, ko že tisto kamen, pa ne vem, pa solza, skanula in tako dalje. Ampak to ste tako lepo delali, ampak ste pa otroci tudi pri nas. To se vidi po šolskih spisih, marsikaj pišete. In potem ti ljudje rečejo, Marička pomaga, Marička pomagaj, poglej, kaj naš mulc piše. Zanč napisal spis o goski. Je rekel, da goska je žival, ki spada v tisto vrsto živali, ki se dobro pečejo in jejo. Goska je zavita v gosjo mast, noter so pa zapičena peresa. In to zato, da nismo masten, če jo primemo v roko. Goska služi tudi za klicanje, se naša mama večkrat ata pokliče, pej sem ti gos pokvarjena pijana. Potem je napisal seveda pa ta drug fantek, je pa napisal Kamela. Kamela je ladja puščave, zato, ker se tako čuden sem pa ke ma je. Kamela je lahko enkrat ali pa dvakrat puklasta. Kamela lahko 14 dni pije brez da kaj dela, za razliko od našega ata, ker lahko tudi tisto 14 dni pije brez da kaj dela. Lahko rečem samo to, da to so tisti naši vrašički. Eden je pa napisal recimo zdaj odpravninar. Sem Matici, sem star 8 let. V šoli sem dobil nalogo napisati spis o tem, kaj bom, ko bom velik. Ker je moj spis zelo všeč Atiju, je rekel, ne napišem še to spremno besedo, da ga bomo poslali v revijo in spis je takšen. Ko bom velik, si želim biti bogat. Revni ljudje imajo namreč vedno težave. Da bom obogatel, moram narediti 3 stvari. Roditi se moram bogatim staršem, biti genij in se bogato poročiti. Bogat sem se že rodil, za poroko ni problema, ker na bogate fante se tako in tako vse punce limajo, glede genialnosti pa bom zdaj povedal, kaj bom delal, ko bom velik. Vsak dan gledam mojega Atija, ki je že 20 let direktor, garava zdanje se muči, je na koncu živci. Ata sošolca Nejca pa je tudi direktor, samo da ni vedno v isti firmi. V zadnjem letu so si zgradili hišo in njegov ati, čeprav ima manjšo redno plačo, vsako leto zasluži 3-krat več kot moj ati, ker vsako leto dobi odpravnino. In to mi je veliko bolj všeč. Zato ne bom samo klasičen direktor, ampak odpravninar. To je posebna služba, ki me že zdaj zanima. Namreč, v prve 4 mesece se uvajaš, na to 4 mesece delaš in na to 4 mesece počivaš, ker že veš, da te bodo zamenjali in se več ne splača delati. Mislim, da bom tako zelo uspešen in mislim tudi, da je ta spis za petko, ker odpravninar mora biti v prvi vrsti samozavesten. Tako da take stvari pišejo tudi otroci. Ampak seveda. Pamnik, neverjetno, to ima toliko njih talentov, ampak mislim, zdaj pa prihaja en fant, ki ne poje, ampak si uporablja svojo prstno tehniko, sedi na harmoniki, igra, skače, boste vedeli, genij nad genij.
štrajharjotine, vam jih bo na par zagodil. Vi pa lahko zaplešete, ali pa kdo sam padne, to je plin poden, nima betonske osnove.
ratan, odličen, moram reči. Se pravi, bova še enkrat povedal? Bova? Čist nekaj malo. Da reče, on šmarce, nam boste verjeli, sosedsko, prvo pustijo, Štrajher je v Tine, dajte mu še enkrat zaprosim. Mi bomo pa veselo naprej, če smo rekli, da recimo Kamnik združuje take in take pevce, da ima Marijo, moramo priznati, da je toliko otokov, ne vem, tudi na Vedranskem, jih ni več, kot jih je zdaj v Kamnik. Ampak sam še otoke gradite, kjer bo letalo, da je odlično. Saj zaleteti se ne moramo. Ampak, seveda, zdaj mentalno repajenike grejo malo naravnost, malo grejo tja, ampak pojejo pa k slavčki. Pojejo boljš kot tisti natur Dalmatinci. To je res ena krasna klapa, ki združuje veselje, radost, in tudi kaj drugega. Pa pustimo podrobnosti. Z nami je seveda klapa, Mali grad, Kamnik. Čija je ono divojka, koja rano rani, čija je ono divojka, koja rano rani na vodu. Digla je skute visoko, grabila je vodu, digla je skute visoko, grabila je vodu duboko. 3 dana ništa ne jede, samo pije vode, 3 dana ništa ne jede, samo pije vode studene. Ono je moja divojka, koja rano rani, ono je moja divojka, koja rano rani na vodu. Kad ću opet doć da te vidim ja, kad ću opet moć da te ljubim ja, tek sad vidim što mi značiš, Vela Luka more ti, uspomene će mi samo ostati, za Markin te i žale, za naš očnjak i hvale, Velu Luku mala ne zaboravi. Doću opet draga, budi sa mnom sretna ti, znaj da će nas naša prošla ljubav čekati. Kad ja vidim modro more i zelene borove, zagantat ću ovu pismu za tebe, za Markin te i žale, za naš
recite joj da bez nje sve tajne ljubavi, sve tuge radosti i da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crne. Recite joj da bez nje sve tajne ljubavi, sve tuge radosti i da je volim još i ne mogu bez nje. Bez ruže vratija se jutro zbije bija, každa je smoke utra, každa je pija, každa je sve do jutro sud po žuru pija, každa je smoke utra, každa je pija, každa je sve do jutro sud po žuru pija. Vratija se jutro zbije bija, neka mi sveća i tvoja, ni gore ni boje, prije oči svitanija kraj grojke svoje. Neka mi sveća i tvoja, ni gore ni boje, prije oči svitanija kraj grojke svoje. Vratija se šime, niko pravo ne zna, neka ne zna. Nije bija da je bija, nikomu je bilo, nije bija da je bija, nikomu je bilo, nije bija da je bija, nikomu je bilo, nije bija da je bija. A, Beglo, vrati si se, a? Pa jesam, ča. Libo mu je to so ta pravi, vam povem to, kar z njimi zapovajate dol na Dalmaciji, kar da so njihovi. Oni se, moram priznati, tako, niso čisto kot Gorenci. Gorenci smo škrti, smo revni. Zato mi smo toliko revni, da se še mame ne moramo prvošati. Mene kar soseda rodila. No pa je rekel tle en skamenka, da tle so pa zelo bogati. Je rekel, da idemo vsak svojo žlico, imaš vsak svojega fotra.
No, tako da bom rekel, ena stvar, kar je zelo pomembno, je to, da v bistvu, kaj sem, ko pa enkrat avto kupuješ, vse veste kaj, tistega, ko oni za ceno povedali nikoli ta prav. Je zmeraj potem še doplačila in en kmet, tle pa Tinske, je šel avto kupiti tega Passata, vam pojem ti preklev, Boga, ne vem kaj še se je rekel, samo da bi ta avto kupil, če bi se ni dal. In jasno, ga ni mogel, oziroma na konc ga le nekako pripričajo, da s tistimi doplačili se to kup. Potem pa ta direktor Volkswagena pride seveda na Kerle gor od Hinsko, pa rekel, zdaj pa na zemljo, ko bo pa malo štajce, pa kakšno kravco not. Je rekel, zdaj pa mi dva barantala, rekel, no pa zdaj pa gledaj, jaz ti bom kravo predal. Takole, krava pa je tako, da je najprej osnovna izvedba krave je 2,4 €. Boš pa doplačal še za črno-belo izvedbo 150 €. Pa boš pa dal še za proleke iz govejega usna 100 €. Pa boš dal še za 4 otočne pipe, ki jih ima 60 €. Pa imaš pa odbijač, goveja roživina, 2 kosa rogov, 40 €, pol samodenec odganjal muh ali pa rep, 30 €, naprava za gnojenje, bio izvedba celo, 60 €, dvokrožni zavorni sistem, prednje pa zadnje noge, 400 €, večtonska signalna naprava, 140 €, halogenska očesa s samodejnimi pokrovi, 150 €, izgorevalni agregat s 4 komorami in samodejnim prilagajanjem na različne vrste goriv, ter z integriranim izpustnim sistemom, 1250 €, to se pravi kompletna krava, 4390, 20% dal, skupaj, no, je rekel, če naročite še danes, dobite za isto ceno še poln rezervoar mleka. Tako da, imaš pa tudi takele, kar nakupujte, ko je avto. Ta naši mali krat je šel, fante ko me čaka oziroma otroci, da bojo tudi nam se potem zakolili, a ne Zorbano? A znaš na pamet? Ja. A svado doma? Ja. Joj, krasna pesmica, ampak še prej pa z vami, krasni otroci, ki prihajajo seveda iz osnovne šole oziroma mladinski pevski zbor osnovne šole Marije Vere iz Duplice. Izgubila sem jo.
mladinski pevski zborček z Duplice, osnovne šole Marije Vere, seveda je takole, bomo rekli, strno tale predvečer. Preden pa gremo, samo še na stvar, te naše krasne otročiči s posebnimi potrebami so rekli, jaz se vam moram nekako zahvaliti. Čile par mesecev so vadili pesemco, da jim bo ja segla vam v srce in se vam s to pesmijo zahvaljujem za vse, kar ste dali, seveda za njihov krasni tabor na Primorskem. In že naprej tudi tistemu, ki boste citiral tole sliko čisto na koncu. Seveda še enkrat tudi hvala gospodu Marjanu, ki je seveda vstopil oziroma podaril sliko teh otrokov. Zdaj pa mislim, da smo naredili krasen zborček, te otroke bomo pobili sem, seveda, da bojo zapeli to krasno pesem samo za vas. Boste videli nekaj posebnega, čeprav lahko povem to, da so oni zapeli 3 pesmice, jaz bi rekel, ko bo srečen dan, bom jokala Striglava. To je ena nov komad, ki so ga zdaj skupaj sestavljali, tudi ne vem, kako. Evo, to so naši krasni otroci, aplavz za vse. Seveda zraven bojo meni se tudi vzgojiteljice malo, a bojo kar sami. A so se dobro krasno, pa ne rabijo na mene. Sam je enkrat Zorman, ti pa na kitaro, pa pazi, da ne oškušaš. You